Dobrodošli v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, Franci Urankar. Ukvarja se s prav posebno temo, sluhom. Gospod Franci, kakšna je razlika med slišati in poslušati? Jaz lahko slišim dobro, pa če ne poslušam, bo šla informacija mimo mene. Sam si kdaj rečem, poslušal bom vreme, potem pa ga slišim, ampak nisem poslušal in ne vem, kakšna je napoved. Oziroma sluh in selektivni sluh. Ja. To je pa pri otrocih dosti pogosto, ne? Pa tudi pri odraslih. Najlepša hvala. Vabljeni k ogledu oddaje Moja družina. Spoštovane poslušalke in poslušalci, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes bomo spregovorili o temi, ki je pomembna za kakovost življenja vsakega posameznika, o sluhu in njegovem ohranjanju. Naš gost je gospod Franci Urankar, direktor podjetja Audio BM, vodilnega slovenskega podjetja za slušne aparate in avdiološko merilno tehniko. Pozdravljeni, gospod Franci. Lepo pozdravljeni vam. Dobrodošli v studiu. Pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Gospod Urankar že skoraj 35 let deluje na tem področju in se zavzema za to, da bi osebam s težavami s sluhom pomagal izboljšati njihovo slušno izkušnjo ter jim omogočil polno vsakdanje vključevanje v življenje. Njegovo poslanstvo presega zgolj prodajo slušnih aparatov, kajti njegova vizija je ozaveščati širšo javnost o pomembnosti pravočasnega ukrepanja pri izgubi sluha in možnostih, ki jih ponuja sodobna tehnologija. Slušni aparat ni zgolj tehnični pripomoček, je ključ do boljše komunikacije, večje samozavesti in kakovostnejšega življenja. Kot pogosto poudarja naš gost, ljudje pogosto predolgo odlašamo s prepoznavanjem težav s sluhom in iskanjem rešitev. Toda zakaj je tako? Kaj lahko storimo, da se te težave pravočasno naslovijo? In kakšna je razlika med kakovostnim in nekakovostnim slušnim pripomočkom? Gospod Urankar bo z nami delil svoje bogate izkušnje in znanje o tem, kako poteka testiranje sluha, na kaj moramo biti pozorni pri izbiri slušnega aparata, kakšne so najnovejše inovacije na tem področju in kako lahko skrbimo za svoj sluh, da nam bo služil čim dlje. Podjetje Audio BM, ki ga vodi, je sinonim za strokovnost, kakovost in celostno obravnavo vsakega posameznika. Njihovo vodilo je, da vsak sluh je unikaten, zato je pomembno, da se rešitve prilagodijo potrebam vsakega uporabnika. Njihova ponudba vključuje širok spekter slušnih aparatov, priznanih blagovnih znamk, napredne tehnične pripomočke, zaščito sluha pred hrupom in vodo ter celovito strokovno svetovanje. Gospod Urankar je tudi dejaven pri ozaveščanju širše javnosti. Na različnih seminarjih in izobraževalnih srečanjih poudarja pomen preventive, pravočasne diagnostike in izbire kakovostne rešitve. Na spletnem seminarju Tvoj sluh, tvoja odgovornost, ki ga je izvedel v sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, je predstavil številne koristne informacije o tem, kako prepoznati prve znake naglušnosti, kako poteka prilagoditev slušnega aparata in kako lahko sodobna tehnologija izboljša slušno izkušnjo. Danes bomo imeli priložnost slišati iz prve roke, kaj lahko vsak od nas naredi za boljši sluh, kako pomagati bližnjim, ki morda ne slišijo najbolje, in kako pomembno je, da se pravočasno odločimo za rešitev, ki nam omogoča kakovostno življenje. Zato ostanite z nami, obeta se nam zanimiv pogovor. Sem razmišljal, ko moj sin 11-letnik kdaj ne sliši dobro, a je to tudi vaše področje? Ja, to bo pa verjetno šlo za selektiven sluh. Tudi pri nas doma, kot povsod, se soočamo s takšnimi težavami pri poslušanju bolj. Tako. Mogoče predstavili smo vas, vaše podjetje, ampak bolj me pa zanima zdaj na začetku,
Iz kakšne družine pravzaprav pa vi izhajate? Ja, izhajam iz družine, delavske družine. Bom tudi kar povabil v moje lepe kraje, to je Limbarska gora, tam sem jaz odrastel. Na vrhu gore, kjer je tudi gostilna še zdaj. Že tam sem se soočil tudi z komunikacijo, ki je tako pomembna med ljudmi. Žal je zaradi težke bolezni oče umrl, ko sem imel 10 let. Tako da je vedno bilo vodilo doma delati, da bomo imeli za preživetje in razvoj. Je bila vaša družina velika, mala? Imam še starejšega brata in skupaj z mamo smo živeli potem naprej. In kakšne mogoče vrednote ali pa spoznanja ste rekli, da ste prevzeli ali pa vam je mama oziroma oče do 10. leta želel, nam rekel, vcepiti, ampak predati, ne? Ja, bilo je preprosto življenje, delovno, manj poudarka je bilo na izobraževanju, ker bom rekel, tudi sem po svoji že vesti nekako šel tudi na pot, da znanje je tudi moč, da ti da podlago tudi za delati boljše, kakovostnejše za razvoj. Tako da neka kombinacija delo in šole se. Ste bili živahen otrok? Pa ne bi rekel. Se vas je dal kontrolirati? Jaz sem bil priden, tako da bi rekel mogoče... Ni bilo toliko selektivnega sluha? Pravzaprav tako. Kakor so bile okoliščine, a ne? Tako. A ste se v vaši družini pogovarjali o denarju? Jaz lahko rečem, da ne. V smislu, da je bilo treba, ne vem, zdaj bomo pa nekaj gradili ali pa posodobili v lokalu, je bilo treba kar narediti nek plan, koliko dela bo treba vložiti v to, kako se tudi znajti z lastnim delom, da kakšno stvar prihraniš pri mojstrih, tako da je bilo veliko te kreativnosti tudi v tem smislu. In to bi rekel tudi v življenju nekaj da. Če se na tak način učiš, se marsičesa priučiš neformalno ali pri pomoči drugim, ali drugi pri tebi pomagajo in to je vse šola na nek način. Kakšen pomen pa ima za vas formalna izobrazba? Ali nas dovolj nauči za življenje? Formalna izobrazba je odličen temelj. In bi kar rekel obveza. In verjamem, da večina mladih to pri sebi tudi ponotrani, čim prej, tem bolje. Kajti sicer gledaš ozko na določene stvari in nekako brez formalne tudi pridobitve znanja je življenje lahko tudi omejeno pri razvojnih ambicijah, ki jih kdo ima. Gospod Franci, kako pa se je začela vaša poslovna pot? Ker je precej specifično, ne? Ja, tudi začetek je bil prav poseben. Jaz bom kar povedal, da gost na tej Limbarski gori je bil meni nepoznana oseba, ki me je opazoval doma pri delu in je rekel, rabim enega takega, kot si ti. Se pravi, je iskal človeka, ki rad komunicira z ljudmi, ki mu je blizu tudi tehnika, namreč formalno sem šel v elektrotehniško smer, kar se tiče izobrazbe na začetku. Tako da predlagal je, če si za, pridi pogledat v Ljubljano. Pri katerih letih? To je bilo leta 1991, ko sem imel 21 let, če razkrijem še to. No, pa vemo koliko. Tako da ta obisk, ogled se je zgodil, meni je bilo delo kolektiv všeč in takrat sem se zaposlil kot slušni akustik že davnega leta 1991. V celotni delovni dobi ste v tem segmentu, ne? Izključno v tem segmentu. Dosti kasneje so se naše poti razšle, ampak ostal sem v istem segmentu. Kaj pa ste začeli čisto na začetku, recimo, vaše prvo delo? Jaz sem vedel o slušnih aparatih toliko, da ga je imela babica.
Ostalo je bilo pa izobraževanje, ki je bilo omogočeno že kmalu v tujini. Namreč do današnjega dne je odgovornost podjetja, kako izobrazi svoj kader. Žal je Slovenija tako majhna, da še zdaj nimamo v šoli sistema, da bi izobrazili slušnega akustika. Ja, tako da podjetje pošlje na ustrezno izobraževanje v tujino, ponavadi je to organizirano strani proizvajalcev, tako da je ozko gledano vezano na slušne pripomočke recimo, ampak svet tudi znanja je širši, tako da tudi kasneje, jaz sem še dokončal ekonomsko višjo in visoko šolo ob delu, kajti zavedal sem se, da določena znanja so pa tudi pri samem delu, kjer sem bil specializiran, dobrodošla. Super, imamo še zelo veliko zanimivih stvari za povedati, vendar predlagam, da narediva kratek premor in se vrneva čez par trenutkov. Dobrodošli nazaj, drage gledalke, dragi gledalci. Danes imamo prav posebnega gosta, in sicer gospoda Francija Urankarja, ki se že več kot 35 let ukvarja z slišati oziroma ne slišati, ne? Tudi. Oziroma kako pomagati, da nekdo, ki ne sliši, zopet sliši. Pa tudi obratno, kajti preventiva, kot ste povedali v uvodu, je tudi pomemben del in mnogim, ki delajo v hrupu, lahko so to domače dejavnosti ali v službi, omogočimo zaščito pred pretiranim hrupom. Torej čepki, ki so izdelani po meri za ustrezna okolja, lahko tudi za na koncert. Ampak ja, večjim ljudem pa pomagamo spet slišati. Spomnil sem se čepke, ki ste omenili pri smrčanju, ne? A je to najboljša rešitev potem? Ja, tudi čepki za ponoči, da partnerja ne moti smrčanje, lahko so čepki nekaterim res odlična ali pa edina rešitev, poleg da se prebujamo. Tako. Verjetno kot na vseh področjih je bil v zadnjih desetletjih ogromen napredek, ne? Predvidevam, da tudi na področju slušnih aparatov je bilo podobno. Spomnil sem se tiste nadaljevanke Alo, alo, ko je babica imela kuhalnico, ne? Da je bolj slišala. Je to pripomoček, ki je analogen ali je pomagal verjetno tudi? Kot ste tudi zdaj pokazali, tudi takole narediti pomaga slišati, ker smo povečali zajem zvoka z našimi rokami, poleg uhlja. In tudi tista kuhalnica je bila kar viden pripomoček, ne? Mogoče je kdo od gledalcev opazil, ne vem, kako kamera pokaže, ampak tudi jaz imam zdajle v ušesih slušna aparata, ki sta v sedanjih časih zagotovo lahko vedno usklajena z podobo osebe, z očali, z lasmi, zelo majhna, in tudi če to vzamem ven, je vse skupaj zelo majhno, minimalno, pa za veliko pomoč, a ne? Tako da slušni aparati so naredili velik preskok v razvoju, kar se tiče tehnologije, pa tudi glede izgleda so že modni lahko dodatki, ne pa nekaj, kar bi se sramovali, ker izgledajo lahko prav lepo. Kdaj pa mogoče, če govorimo prvo po naravni poti, kdaj ljudem začne sluh upadati ali od česa je to odvisno? Odvisno je največ bi rekel od genov, okolja, tudi našega neodgovornega odnosa, pa starosti. In starost je tudi največkrat dejavnik, ki potem privede, da smo že toliko naglušni, da se naši svojci, prijatelji, bližnji ali pa sami šele kasneje ponavadi zavemo, nekaj ni v redu. Mnogi trdijo, saj slišim, ampak ne razumem. Tudi tu je razlika. Predstavljajmo si, da slabše vidimo črke. Lahko bi rekli, saj vidim, sam ne morem prebrati, dokler si ne nadenem očal. In tudi s sluhom je lahko podobno. Manjkajo določene črke iz besed,
ki potem pomenijo, da določen del probamo uganiti ali pa prosimo sogovornika, da povej še enkrat ali pa drugače. Ja, ker tukaj je lahko tudi zelo nevarno za kakšne stvari, če ti napačno slišiš, kar ti drug pove, ne? Ker velikokrat so te šumi v komunikaciji lahko tudi relativno neugodni, ne? In lahko privede do tega, da nekdo, ki se tolikokrat znajde v teh neugodnih situacijah, da bo v narekovajih rešil problem tako, da se bo umaknil iz takih situacij. Ampak to pomeni umik iz družbe, umik iz družabnega življenja, tudi od družine. Kajti sedeti v kotu pa ne komunicirati ni prava rešitev. Kaj pa narediti? Se pravi, na koga se konkretno obrniti? Na zdravnika, ki pol obrne na vas, ali kako zmeriti, oziroma ja, kako sploh vedeti, da ti dobro slišiš ali ne slišiš dobro? Ja, odlično vprašanje, kajti to ne moremo izvedeti, brez da opravimo meritve, ki so za ta namen predpisane na celem svetu. V postopku pridobivanja slušnih aparatov je zdravnik specialist ORL obvezen, kajti on postavi indikacijo. Morda je nekdo naglušen zato, ker ima čep iz cerumna ušesnega masla v ušesih, pa zvok ne more potovati do bobniča normalno in slišimo slabše. To je popravljivo. Lahko je težava tudi v srednjem ušesu in zdravnik tudi to lahko ozdravi, pomaga. Če pa težava, ki je zdravnik specialist ne more rešiti, pa predpiše v preizkus slušne pripomočke, najpogosteje so to slušni aparati. Da pa nekdo ne čaka na zdravnika dolgo mesecev ali več zaradi čakalnih vrst, pa v vseh naših slušnih centrih omogočamo brezplačno meritev sluha z audiometrom, ki je natančna, informativne narave, da nekdo točno lahko izve v tistem obisku, brezplačno torej. Koliko časa to traja približno? Sama meritev je odvisna tudi od človeka, starosti, kako razume navodila in od njegovega sluha. Ampak če zaokrožim 15 minut, pa potem tudi rezultat interpretiramo, da nekdo krivuljo, ki jo dobimo za vsako uho posebej, tudi razume. In če pri tem ugotovimo, da je naglušnost takšna, da potrjuje tudi težave, ki jih oseba navede, zakaj se ne znajde v razgovoru in morda trdi, da drugi ne govorijo dovolj jasno, bomo svetovali, če je naglušnost takšne stopnje in vrste, obisk specialista ORL. In tudi v Sloveniji smo lahko srečni, da Zavod za zdravstveno zavarovanje zagotavlja pridobitev osnovnih pripomočkov, ki so tudi, za katere so tudi postavljeni standardi, torej že precej kakovostni, brez doplačil. Super. Eno vprašanje se mi je vmes pojavilo, ki ste prej pokazali, ne, se pravi, če narediš tako, lahko pomagaš, da bolje slišiš. Se pravi, a je velikost ušes omogoča, če imaš večje ušesa, da bolj slišiš, to je eno vprašanje. Drugo pa v bistvu te, kako bi rekel, gube v ušesih. Oblika uhlja. Ja, a pomagajo, da zaradi tega bolj slišimo? Kakšno funkcijo imajo? Uhlje imamo z namenom, zato da usmerimo poslušanje v večji meri v smer, od koder nekaj želimo slišati, tako da je s tem namenom sta uhlja obrnjena tako. Lahko za hec tudi poslušalci probajo zdaj med pogovorom povečati uhlje tako, potem pa postaviti roke ravno obratno, da pred uhlji damo in slišali bodo razliko, ki jo samo že zaradi uhljev ali povečanih uhljev lahko imamo. Vseeno bi uvrgel tisto trditev, da je velikost uhljev pomembna pri koliko kdo sliši, minimalno. Tudi recimo otroci imajo majhne uhlje, pa dobro slišijo, če poslušajo je drugo. Zanimivo tudi, ker ste rekli uhelj, ne, se pravi, v družbi verjetno govorimo ušesa. Slovnično je uhelj, ali je to kakšna razlika? Ja, lahko bi rekli, uhelj je del ušesa, to je zunanji del, potem če gledamo, kaj pa srednje uho je tam, kjer je sluhovod, pa zvok pride do bobniča, ki ga zvok
zatrese in to gibanje se okrepi v s temi tremi najmanjšimi koščicami, ki jih imamo v telesu, strmence, nakovalce, kladivce. In to gibanje, okrepljeno, se potem prenese na steno notranjega ušesa. Tukaj prihaja do pretvorbe v električne dražljaje, ki po slušnem živcu potujejo v slušne centre v možganih in šele tukaj se zgodi zaznava zvoka. Mi namreč s samimi ušesi, to lahko rečemo, zaznavamo te dražljaje, kaj pa je slišano, bodo pa naši možgani morali interpretirati nam. Pol dejansko je slušni aparat dosti napredna naprava, ne? Oziroma, kaj dejansko naredi slušni aparat? Jaz bom še takole rekel, kot slušni akustiki ukrojimo zvok po meri uporabnika v slušnih aparatih, tako kot krojač ukroji obleko po telesu posameznika, da je primerna. Ker je sluh tudi tako kot prstni odtis od vsakega nas unikat, je tudi pri meritvah videti, da je vsak od nas z drugačnim sluhom, kaj šele, ko je hona glušno. In mi upoštevamo vse te meritve pri različnih frekvencah, za vsako uho posebej, da potem prilagodimo zvok prav takim potrebam, kot jih neko uho ima. Potem je pa še ta dejavnik, jaz svoje ušesa zdajle uporabljam, če tako rečem, v mirnem okolju, lahko pa grem v lokal, lahko grem na neko družabno prireditev ali na sestanek. Moj isti sluh, moja ista ušesa uporabljam v povsem drugem okolju. Zato se morajo slušni aparati tudi tem okoljskim spremembam prilagajati. Najboljše je, če to počnejo samodejno, res da mi ukrepamo z določenimi ročnimi korekcijami. Super, res zanimiva tema. Prvič se tudi s tem srečujem, verjamem, da tudi marsikjer gledalec oziroma gledalka. Glede na to, da pa čas hitro teče, predlagam, da si vzamemo par minut za predah in se vrnemo nazaj čez nekaj trenutkov. Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Moja družina. Danes je z nami prav poseben gost, gospod Franci Urankar, ki se ukvarja že 35 let za prav posebno temo, in sicer dobro slišati. Postavlja se mi vprašanje, zakaj, ko govorimo v mikrofon, se drugače slišimo, kot takrat, ko se poslušamo. Zakaj pride do tega? Ko vi zdajle mene poslušate, me poslušate po zračni poti, to pomeni moji zvočni valovi, ki jih glasilke, ki se tresejo, proizvajajo, začnejo tresti vaš bobnič in tako gre dalje zvok proti notranjemu ušesu in dalje v možgane. Ko pa jaz zdajle razmišljam o svojem glasu, jaz poslušam sebe tudi tako, da moje lastno tresenje glasilk tudi trese v notranjem ušesu. Z notranje strani. Z notranje strani po telesu. In slišim drugačno razmerje teh komponent, zračna prevodnost, kostna prevodnost. Ko pa se poslušamo, če bom jaz to zdaj poslušal po televiziji, bo drugače slišati, bom rekel, ali jaz imam tak glas, ker te lastne komponente tam ne bo. Se pravi, druga oseba te sliši na način, kakor se slišiš na televiziji. Drži, lahko rečem tako. To je, rečemo, ta prav naš glas, recimo, ki ga okolica sliši. Tako, nas poznajo po tej poti. Je pa včasih tudi, recimo, če dam še za ilustracijo širjenje zvoka po kostni prevodnosti, sem rekel, ker po kosteh telesu. Trda snov je tudi beton v hišah. In vemo, da včasih koga moti, ko nekje drugje po objektu, po stanovanjih, druga soba, drugo nadstropje, rečejo, je hrup, ki se ni prenesel po zračni poti, ampak po trdninah, po tleh, po stenah. In na nekatere komponente imamo vpliv, na druge pa nimamo vpliva. Spomnim se še tudi kot otroci, ki smo se igrali, telefončke,
ki si dal jogurtov lonček pa vrvico, to je tudi z vibracijo se Točno prenaša. to. Saj zvok je vibracija, ne? In tudi tam so zvočni valovi po tej vrvici potovali na drugo stran, pa so to membrano, dno lončka zatresli, da se je ponovno ustvaril zvočni val, ki je potem dalje potoval spet v naš sluhovod. Zanimivo. Kakšni so bili vaši največji izzivi, s katerimi ste se soočali na vaši poti in kako ste jih premagali? Največji izziv je v tem, da delati dobro še ne pomeni, da si uspešen, kajti nekdo mora za to zvedeti, se pravi, moraš dejansko tudi presegati pričakovanja od strank, če tako rečem, naših uporabnikov do strokovne javnosti. In izziv je, ko ti na trg prideš, si nepoznan, lahko imaš odličen produkt in tudi storitev, vendar to terja tudi čas, da potem se izčisti, kaj je pravzaprav vredno pozornosti ali konec koncev obiska, nakupa ali svetovanja. Nimam občutka, a je slušni aparat, koliko to stane v bistvu. Verjetno je tudi nek določen razpon, pa odvisno, a je sluh zelo okvarjen ali ne, ampak koliko to stane? Pa če je treba to menjati, recimo, ne? Zavod za zdravstveno zavarovanje opredeljuje, da je trajnostna doba slušnih aparatov 6 let. To je tudi doba, ko je oseba upravičena ponovno do zamenjave. Če izbere slušne aparate v cenovnem standardu, torej za obe ušesi, ne doplača ničesar. Takšen slušni aparat seveda je že tudi digitalni, ima 2 mikrofona, ima več nastavljivosti kot v še nekaj let nazaj. Torej je dosegljiva ta rešitev vsem. Bom pa dal primerjavo mogoče kar z avtomobilom. Tudi v tem segmentu imamo lahko na izbiro, da bo samodejni menjalnik omogočil z več udobja vožnjo. Klimatska naprava lahko je ni, lahko je ročna, lahko je samodejna in tako naprej. Tudi v slušnem aparatu so rešitve, ki so lahko tudi za zahtevnejše uporabnike na voljo, ob doplačilu, lahko je par 100 evrov, vendar če pogledamo tudi 1000, ampak če kar bom jasen v skrajnosti, če govorim za obe ušesi, preko 3000 ne gre. Ampak s tem si zagotovimo odličen, boljši sluh za 6 let naprej. Je bila kakšna prelomnica v vašem poslovnem življenju, ki vas je zaznamovala? Prelomnica je bila prav prehod na novo pot, samostojno, z novim podjetjem in to bi štel kot prelomnico, ki je gotovo bila drzna, iz osebnih razlogov, ne iz strokovnih. Kot vidite, sem v strokovnih vodah še zmeraj istih. Kako pomembna pa je bila takrat oziroma tudi danes podpora družine? Brez podpore družine pa ne bi šlo ne prej, ne zdaj. Kajti družina je tisti kotiček, kjer se delijo dobre in tudi težke situacije v življenju. In takrat se podpora družine neprecenljivo pozna in zato se kar ob tej priliki zahvaljujem tudi moji družini. Zelo lepo. Kako pa, glede na to, da ste v podjetniških vodah, kjer moraš biti z vso, bom rekel, sluhom in fokusom pri stvari, kako se pa sproščate? Saj mnogi rečejo, da nisem tipičen podjetnik, ker jaz bi se kar strinjal s to trditvijo. Za sprostitev pa veliko pomeni nekaj prostega časa, ki je, da se gre v naravo. Kjerkoli, če se najde čas za iti ven, je tisto, kar bi rekel, da še je izziv, kako povečati ta čas, izkoristiti vsak moment, ki nam je dan, da tudi odklopimo strokovne službene teme, ki me ne bremenijo. Morda je tudi v tem problem, da preprosto rad to počnem. Ja, da to ni samo delo, ne, ampak je
misija praktično. ali kako Ja, bi rekel. in jaz bom vsakemu rekel, da naj počne tisto tudi v prostem času, kar ga veseli, če je to nekoliko povezano tudi z delom, zakaj pa ne, vendar ne sme biti samo to. Seveda. Prej v začetku sem vas vprašal, kakšne vrednote ste prenesli iz vaše družine, kakšne vrednote pa mogoče zdaj vi prenašate na vašo naslednjo generacijo? Bom kar povedal, na naslednjo generacijo sem bi štel tudi moje sodelavce, da naj bodo kolektiv, sodelovati, odpuščati, učiti drug drugega, ker če drugemu nekaj daš znanja, ga sam še okrepiš in pridobiš. Tako da sodelovanje. Se strinjate, da investicija v znanje prinaša največje donose? Strinjam se s tem, zato ker tudi ta investicija je tista, ki ti je nihče ne more vzeti. Naj se zgodi karkoli, lahko pride prelomnica v življenju, znanje je v nas. In izkušnje, ne, praktične Drži. in teoretične. Zato tudi če padeš, izkušnja je gotovo bogata, tudi boleča, ampak vredna, da naslednjič lažje iste ovire ali pa podobne premagamo ali pa se jim celo uspemo izogniti. Bi mogoče kaj svetovali mladim, ki šele stopajo na svojo poslovno pot, kakšne ključne lekcije, ki bi jim želeli povedati? Težko bi bil strokovnjak na tem področju, ampak naj zaupajo vase. Naj se povezujejo med seboj, naj tudi določene poglede, ki mogoče niso v skladu z njihovo vizijo, ovrednotijo, da bodo mogoče ne naredili preveč napak. Tako da pogumno. In naj predvsem dobro poslušajo, ne? Drži. In slišijo. Dober sluh je pogoj, da tudi poslušamo, zato naj ga čuvajo. Če pa se kdorkoli, ne glede na starost, sooča z težavo razumeti, slišati, naj pa sluh preveri in ga zavaruje po potrebi ali pa oskrbi s pripomočkom. Super, in to naj bo tudi najina zaključna misel. Drage gledalke, dragi gledalci, verjamem, da vam je bila današnja oddaja Moja družina všeč, mogoče majčkeno drugačna kakor običajne. Verjamem, da ste se veliko novega naučili, veliko novega slišali in vabim vas k gledanju oddaje Moja družina tudi v prihodnje.